Lep pozdrav, že smo nazaj, jutranji program na Ljubljana TV. Ja, upam, da ste imeli dovolj časa, da ste zalili svoj vrt, svoje cvetje ali pa ste se samo ohladili s kakšno pijačo. Danes res je pomembno, da veliko pijete, da se torej hidrirate in pa da se zadržujete morda bolj na senčnih mestih, res so visoke temperature. Če pa ste na soncu, seveda ne pozabite na zaščito, na sončno kremo. No, zdaj pa je čas, da mi začnemo s plesom. Avenija plesa, že 6. oddaja, torej 6. rubrika ta na naši jutranji dopoldanski oddaji. To pa je Avenija plesa in nova plesna zgodba, ki sta jo Rok in Varja pričela lanskega septembra, torej med epidemijo. Zdaj pa v bistvu imata že, se pravi, svoje prostore nasproti Kina Šiška. Z njima bomo v današnji oddaji se naučili, mislim, da swinga, tako da tega se izredno veselim. Jaz sem tudi eno leto hodil na swing, na Lindy Hop in mi je res fin ples. Tako da, ja, hashtag Avenija plesa, hashtag bačata, hashtag plesni koraki, hashtag swing, hashtag glasba, hashtag Jeruzalema, hashtag gremo na posnetek. Pozdravljeni v oddaji Avenija plesa, z vami sva Varja in Rok in spet smo tukaj s swingom. Nejc in Katja nam boste danes predstavila nov ples, nekaj novega oziroma nekaj solo. Dajte mi kaj več povedati o tem plesu, kaj se to pleše kot neka animacija, kot ples, ki se ne konča, kako to zgleda? Meni osebno reče se mu jazz, ponavadi rečemo samo jazz. Če ste kdaj slišali za jazz balet, je dejansko to ples, ki je doprinesel temu, da se jazz balet oblikoval. Nekako afroameriška kultura gibanja in klasična evropska kultura kot balet, kot nekaj, kar ima lepe linije, kjer se častiči z ena drugačna estetika, ker je to skupaj prišlo in nastal jazz balet. No, mi pa plešemo tisto, kar je bilo daleč pred tem. In solo jazzu, oziroma po ameriško bi rekel vernacular jazz movement, rečemo tudi authentic jazz, ali pa authentic jazz, so dejansko so to posamezni plesi ali pa koraki iz posameznih plesov, ki so se plesali solo in so združeni pod tem imenom. Ja, dostikrat imajo tudi korenine oziroma skupne zadeve s stepom. Ja, z tega v bistvu tudi korakov izhaja, tudi štetje in tako naprej. Ja. Jaz bi samo dodala še to, da v bistvu solo jazz kot ples, posamični ples, recimo, se v zadnjem času se mi zdi kar razpasal v zadnjih par let. Prej včasih tega ni bilo toliko, so mogoče si imel kak klas 2 znotraj festivalov partnerskega plesa. Zdaj pa tudi obstajajo festivali in delavnice posvečeni samo solo jazzu. Se pravi, praktično ljudje grejo za cel vikend plesati samo to zvrst plesa. Tako. Ja, je pa to tako obširna zadeva, da bi lahko, mislim, ne konča se. No, v glavnem, ponavadi imaš tudi kaj stepa zraven, če imaš srečo, so tudi te klasi, no, ponavadi se pol tudi meša z afriškimi in tako naprej. V glavnem, ful je raznolika zadeva, tudi žuri, potem znajo imeti udarek na solo. Se pravi, še vedno je tu ples v paru. Pomeni, da se znajo oblikovati jam session, kjer se naredijo krogi in ljudje na en tak prijeten način tekmujo en proti drugim in se pogovarjajo preko solo jazz gibanja. Mene še nekaj zanima, glede na to, da smo mi tu že kar dolgo v plesu, pa prvič pravzaprav slišva o tem izvornem jazzu, pa me zanima, a si lahko to, kje pridejo pogledati, a lahko kje probajo to pri nas? Ja, razen zdaj tukaj. Jaz sem že omenila v prejšnji oddaji, jaz v bistvu učim solo jazz že kar nekaj let. Imam zveste, ne bom rekla oboževalce, ampak študente, ki so z mano že cel cajt, ampak skozi pa sprejemamo nove ljudi, nove plesalce, nove željne plesa. No in vredno je povedati, da boš učila v Aveniji tudi. Že učim. Ob ponedeljkih, od 6:30 do 8. Super. Jaz sam ne učim solo jazza, ga pa zelo pogostoma probam ukomponirati v ostale stile, ker solo gibanje je, bolj si siguren v gibanju solo, lažje potem plešeš v dvoje. Tako da je
je super in kot ena ekspresija in kot v končni fazi trening motorike in ritma in vsega ostalega. Sploh se mi zdi sploh za nekoga, ki v življenju recimo ni plesal in pride na ples v paru, zna biti kar toliko enih informacij, kar se tiče sledenja, vodenja, pol moraš razmišljati še v sebi, zato se mi zdi, da je fajn neka nadgradnja, no, da spoznaš svoje telo. Da. Pa lahko na to delavnico oziroma na te klase pridejo kar ljudje, kar padajo noter oziroma kar pridejo iz ulice ali morajo že kaj znati prej? Jaz ponavadi probam narediti tečaje tako, da je za vse ok. Se pravi, da tudi za tiste, ki so z mano že full let in za nove. Se probam lotiti vedno z tega kota, no, da lahko. Čeprav je pa res, da pa ni tako, da bi imela drop-in klase, kjer prideš samo na en klas vsake toliko in to je fajn, če je neka kontinuiteta. Zanimivo je recimo omen to, da plesi solo, ki jih poznamo dan danes, ker ljudje v skupini plešajo podobno ali pa isto koreografijo, je zelo zaželeno, da plešajo čim bolj enako. Se pravi, da ti vidiš množico ljudi, ki se gibajo skoraj kot ena oseba. Medtem, ko pri solo jazzu je pa ves čas poudarjena individualnost. Tako da Katja že nauči gib, kako naj približno zgleda, ampak potem je pa zaželen, da vsak da en velik del sebe noter in da če na koncu ta gib zgleda skoraj popolnoma drugačen od osnove, od tega, kar je bilo primarno prikazano, ni nič narobe. Ja, v bistvu, kvečemu zaželeno. No, to je mogoče razlika med našim načinom učenja, ne? Ker vse učimo toliko tehnike in takih stvari in želimo, da zgleda malo bolj popolno in tako pravilno. Mogoče pri swing plesih je pa to ena taka dodana vrednost, da zgleda čim bolj drugačne. Ja. Ni fora, da stremimo k temu, da zgleda drugače, ampak da je udobno za tebe. Ja, in vsak dvoje ljudi si ni enakih, ne? Tako da enostavno fizično nekaterim odgovarja drugačna dinamika gibanja kot drugim. Ok, super. Dajmo si tole zdaj pogledati. Mislim, da smo se že kar fajn ogreli z besedami, tako da dajmo to še v gibo pogledati. Izvolite, Nejc in Katja. Katja je že v prejšnji oddaji omenila bounce puls, oziroma jaz dostikrat pravim, da je to tako, kot da bi vzel metronom in ga nekako postavil vse po prsa, kar pomeni, da nikoli ne padeš z ritma, da ti postaneš kot en izmed glasbenikov, ki muzicira v bendu. Tako da tega se bomo definitivno mogli še enkrat spomniti. Katerekoli korake bomo delali, nekako rabimo en notranji puls, eno notranjo mašinco, ki ves čas poganja, kar pomeni, da nikoli ne zaspimo ali friznemo, kot je rekla Katja. Ja. Kaj bomo začeli? Jazz square. Gremo jazz square. Kaj bomo tole, ok. Pri jazz squareu začnemo s tem, da križamo. Ja, nima veze zdaj, s katero nogo začnete. Se spomnite prej quick pa slow korakov? No, tle bomo delali samo 4 slow korake. 4 slow. Se pravi, najprej bomo križali, križali spredaj, potem gremo nazaj, v stran in naprej. In križamo, nazaj, stran in naprej. In križamo, nazaj, stran in naprej. Prvo bomo obdržali bounce, ki je Nejc rekel, in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evo, in že takoj se pojavi možnost, da ta isti korak naredite na 2 različna načina. Ali ostanete zelo visok, ali pa si dovolite, da kad delate korake, da se spustite kar nizko k tlom. Sploh se mi zdi, da prvi korak, ko križamo, ker kliče potem, da gremo malo nižje, potem se pa komod tudi dvigujemo. Super. Delamo na malo, na veliko, imate ful opcij. Uporabljamo čim več rok, ali ne uporabljamo nič rok, kar bi bilo zanimivo, ali pa jih uporabljamo zelo veliko. Dajmo narediti en proti drugemu, tako da naj vidiš še strani. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 5, 6. Še zadnjič. 4, 2, 3, 5, 6, 7. Super. Jazz square ali pa jazz kvadrat. Tudi box step mu rečejo nekateri, odvisno kateri stil plesa plešeš, se pa pojavlja skoraj vse posod. Super. Če bi mi da preštela vse to, imamo 8 dob, zelo podobno kot v našem basicu. Se pravi, če samo še enkrat narediva to, pa bova štela med tem, kar se gledava, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2. Se pravi, zmeri začnemo z desno nogo čez, kar na prvo dobo, na težko dobo.
Cool. Gremo naprej? Pivot korak. Pri pivot koraku je značilno, da je ena noga skozi v centru, druga pa recimo temu kroži naokoli. S tem, da mi probamo ne narediti kroga, ampak linijo. Se pravi, če imamo levo nogo v centru, desna noga kroži naokoli. In spet imamo 4 slow korake, 4 počasne korake. In gremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super, s Katjo kar iščeva linijo. Se pravi, kljub temu, da mogoče, če kdo od vas, če kdaj košarko igral, pa ste že slišali za ta izraz pivot korak, tam si nekako krožiš, pa imaš skozi eno nogo na tleh. Pri nas pa zdaj s Katjo bolj kaj ne iščeva linijo. Stopa naprej, oba dva z desno, se vrneva nazaj, greva nazaj in še enkrat spet naprej. Leva noga je bolj kot ne, zato se tudi reče pivotna, kar pomeni, da je na mestu. Je pa pomembno, da še vedno imamo korake, čeprav smo na mestu, ni zabetonirano v tleh, ampak še vedno naredimo korak. Če spet povemo puls, 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 puls. Cool, da greva pokazati to, se bom jaz spet obrnil stran, ti pred njim. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 5, 6, 7. Cool. Zdaj lahko poudarjate z glavo, lahko gremo z glavo naprej, lahko gremo z rameni, lahko tudi z boki, z boki. Poudarjate smer, to je spet čist na vas. Malo opcij vam dava. A gremo mi, da oba koraka skupaj dati, se pravi jazz square pa pivot. In bova delala spet, ko jaz vam bom hrbet pokazal, Katja bo delala proti vam in bo šla vsak korak dvakrat. Začneva z jazz square. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 5, 6, pivot. 3, 2, 3, 5, 6, 7. 4, 2, 3, 5, 6, 7. Super. Glede na to, da sta se odločila, da vam bova pokazala, vam bova korake združila na tak način, da bo nastala ene vrste koreografija. In bomo naredili 1-1, ne mama? Ja, dajmo 1-1. 1-1. Se pravi, bomo naredili en jazz square, en pivot, en jazz square, en pivot. Super. A gremo naprej, pa bomo to združili skupaj? Ok, cool. Preden nadaljujeva, bomo bolj kot ne vse, kar bomo danes delali, bomo delali v tem polovičnem ritmu, kar pomeni, vsak korak bo štel 2 dobi. Naslednja stvar, kar se bomo naučili, jaz jim rečem rocks. Kako jim ti rečeš? Tudi rocks. Super. Kakšni jim rečejo aleluja, ki izgleda tako nekako. Ideja gibanja pa je to zibanje, to se tudi reče rocks. Obe stopali sta bolj kot ne na mestu in dopustiva boku, da se zaziba naprej in nazaj. Naprej, nazaj, naprej, nazaj. Spet, če bi to štela, z desno nogo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Super. Predno pa zaplešemo naprej v našo koreografijo, si dajmo pogledati še oglase. Pozdravljeni nazaj po oglasih v oddaji Avenija plesa in danes se ukvarjamo s swingom, natančneje z solo jazzom, z Nejcem in Katjo. Pred oglasi smo se ukvarjali malo z nekim, kaj je bilo že jazz square, kako že to? Katja, daj mi povej, kaj smo se naučili, jaz si bomo pa pokazal. Naučili smo se jazz square, oziroma jazz kvadrat, pivot, rocks. In četrti, ki se ga bomo naučili, so twist. Twist, ki grejo pa nekako takole. Twist, 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 twist. Se obrnem. Pomembno potem je, da dejansko prenašamo težo, da so to korak, da ni tega. Da ni aerobike iz 80-ih. Super. Se pravi, dajmo na hitrico še enkrat poneti. Jazz square oziroma jazz kvadrat, pivot, rocks, twists. In zato, da si boste lažje zapomnili, imamo 6 delov. Najprej se jazz square in pivot ponovita, kar pomeni, da vse skupaj smo zapomnili že 4 dele. Najprej jazz square, in pivot, in še enkrat jazz square, in pivot kot četrti del. Ostala sta nas samo še 2 dela. 5. del,
bojo rocks in 6. del twists. Pum, pum. Enostavno. Te twiste, da pojasnimo, ni treba delati tako široke. Ja, Ne rabite delati tako široke kot jaz, lahko delate malo bolj elegantne, kot jih dela Katja. Ja, ne pretiravate po svojih zmožnostih. Super. Dajmo zdaj vse skupaj zaplesati brez prestanka, potem bomo dali pa še glasbo, da bo stvar dobila čez eno drugo podobo ob spremljavi glasbe. Bom jaz se spet obrnil stran, pa boš to, kaj ti govorila korak. Ne morem. Ok. Jazz square, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, pivot. 2, 2, 3, 5, 6, jazz square. 3, 2, 3, 5, 6, pivot. 4, 2, 3, 5, 6, rocks. 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bum, bravo. Izvrstno ti gre. Muzika. Jaz gleda zelo zabavno tole, ne? A se zabavate zraven? Midva se učiva, midva še ne znava. Super, se glasba fajn sliš? Prva stvar, najdemo bounce. Slišimo glasbo, zajašemo ritem in gremo. Jaz vam spet pokažem hrbet. 5, 6, 5, 6, 7. In pivot. Jazz square. In pivot. Rocks. Twist. Še enkrat, jazz square. Boom. Pivot. Woo. Jazz square. In pivot. Rocks. Woo. In twist. Jej. Super stvar. Eno vprašanje imam tukaj za vaju. Zgleda, da je koreografija narejena kar na glasbo. A je to tako ali ne? Ali se vam je slučajno izšlo? Ne, veste kako je. Za vas sva vsekakor naredila koreografijo z dveh razlogov. Prvi zato, da je stvar bolj všečna in da se jo lažje zapomnite. Je pa res, da so vsi ti jazz gibi, vsi ti posamezni gibi so bili narejeni na tako glasbo. In zato dostakrat, ko jih plešemo, rečemo, pismo paše zraven. Kamorkoli jih daš, paše zraven. Če bi plesali kakšne korake z kakšnega drugega plesa, mogoče ne bi. In tukaj je tudi logika, da gibanje zmeri sledi glasbi in obratno. Je pa še ena stvar, da večina teh swing komadov ima dve strukturi. Eno je swing struktura, eno je blues struktura in mi točno poznamo strukturo glasbe in ti dejansko lahko narediš koreografijo na netočno določen komad in bo pasalo na tisto strukturo, se pravi, lahko vzameš bilo kakšen komad in bo sedlo ko ata na mamo. Super. Sej to moram povedati, da tudi recimo pri salsi in pri bačati je podobno. Učitelji poznamo strukturo glasbe in potem tudi prilagodimo gibanje in figure in tako naprej na določeno glasbo, gib. Špica. Gremo mi naprej, ker imamo še nekaj se naučiti. Naučili smo se en del, se pravi eno koreografijo, pred nami je še druga koreografija. Ta bo enčkrat bolj specifična, kar pomeni, da nikoli ne bomo začeli na prvo dobo oziroma težko dobo, ampak bomo zmeraj začeli na eno dobo pred tem. Kar pomeni, če jaz preštejem od 1 do 8, ne bomo začeli na naslednjo prvo dobo na 1, ampak na 8 dobo. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Zmeraj en mečken prej. Aha, to je pa zdaj posebnost, ne? To je posebnost. Mi smo najprej prvo koreografijo, ki smo naredila, sva rekla, da bomo naredila en mečken lažjo, tako da se vsak lahko takoj nauči. Druga se mi pa zdi, da ima eno tako specifično karakteristiko, ki jo zelo pogosto vidimo pri solo jazz gibanju in to je ta sinkopiranost. To način gibanja, ki nam daje občutek, da je celotno gibanje lahkotnejše, ravno zaradi tega, ker podarjamo običajno nepodarjene dobe, se pravi sode dobe. To je tudi posebnost, ki v bistvu ni samo pri swing plesih, spet imamo potem mambo on two, da poudarjamo nepoudarjene dobe. To je tudi mogoče za koga, ki je že plesal v kakšni plesni šoli, kakšne družabne plese in take stvari. Ponavadi se je vedno začelo z levo nogo na 1. Pri ostalih plesih, se pravi pri plesih, ki jih poznamo od prej, v bistvu ni to značilno, da bi se vedno začeli na 1 z levo nogo. Je odvisno od plesa, na kateri bit se začne, kateri bit poudarjamo in tako naprej. Tako da je dosti odvisno od glasbe, verjetno, ne? Je res, da lahko delamo vse gibe v bistvu ali na 1 ali na 8,
bojo pa čist drugače zgledali, čist drugačen feeling občutek bo bojo imeli, drugačen. ker pač poudarjamo različne stvari. Prvi dvoje korakov, ki se bomo naučili, se obema reče boogie. S tem, da enemu se reče boogie forward, drugemu se reče boogie back. Torej, en gre naprej, Drugi gre nazaj. Jaz sem zelo naučil boogie forward. Jaz ga zmeraj tako učim, da si nekako predstavljate, kot da imate pred sabo eno prazno pločevinko in jo hočete brcniti, preden stopate. In zmeraj jo boste brcali na sodo dobo. Se pravi, če mi da prešteva 5, 6, 7, 8, 1, 2, stopimo 3. vedno, še vedno na 1, 3, 5, 7, brcamo 8, 2, 4 in 6. Super. Temu se reče boogie forward in hkrati paše, če se s tem en mečkano naprej premikate. Če to pokažemo proti vam, proti kameri, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1. Super. Zdaj spet, kako to naredite, čist vaše, lahko imate roke tu, lahko gre v luft, lahko se doli. Lahko boke več premikate, lahko manj, to je čisto od vas odvisno. Po želji. In zdaj, če gremo naprej, moramo iti tudi Nazaj. Zdaj, najlažje nazaj je tako, da skačemo. Ploskamo na 8, 2, 4, 6, skačemo glih kontra. Ne delamo vse naenkrat. Najprej plosknemo, potem skočimo. 8 in 1, 2 in 3, 4 in 5, 6 in 7. Super, in če zdaj to združimo, boste videli hitro eno tako posebno logiko, bomo šli naprej z boogie forward in nazaj z boogie back. In še vedno, zmeri so poudarki na sode dobe. Enkrat pokažemo, jaz vam bom pokazal hrbet že v osnovi, Katja bo delala proti vam. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Super, kot vidim, da so oba dva začinila malo, jaz sem malo zavibriral za koleni. Jaz bi samo nekaj rekla, če imate problem s tem, da skačete v rikverc, se lahko premikate tudi korak po korak. Če delate to mogoče malo, mi temu rečemo fishtail, ko je ena riba na suhem. Kar pomeni, da še vedno lahko plosknete. Če to enkrat pokažemo, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Super. In tako kot pri prejšnji mali koreografiji imamo tudi tukaj prve 4 dobe, praktično ponovimo boogie forward in boogie back. Kar pomeni, gremo boogie forward, boogie back, boogie forward, boogie back. Kar pomeni, da smo že več kot polovico koreografije naredili. Gremo, se pravičujem. Znam 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nič ne narobe, slišite, kako mi oba dva tleskava s prsti, ploskava. Vsi ti dodatki vam pomagajo, da ohranjate tempo, pa en tak poseben gušt temu gibanju. Super. In zdaj, zato da vam bo lažje, bomo tista zadnji del naredili relativno podobno, kot smo ga delali. Ne? Naredimo rocks. Naredimo isto. Rocks, tap in swivel. Pum, pam, pum, pam. Kar pomeni, da smo samo prvi del spremenili, zadnji del, krona pa ostaja enako. Gremo na glasbo. Gremo na glasbo. Po glasbi, ja. Ja. Evo nas. Ja, samo ta del. Super, ritem smo jeli. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7. In prvi del, rock, pivot, jazz square, pivot, rocks in twist. Drugi del, boogie forward, boogie back.
Boogie back. Rock. In twist. Boom. Super. Zelo energično in zelo poln energije, tako da sem ful navdušen. Tako da, če vas zanima, evo, ste vabljeni, da se pridružite Katji na tečaju Solo Jazz, ne? In zaplešete skupaj, ne samo v oddaji, ampak tudi v živo. Okay. Toplo vabljeni. Zdaj pa mogoče, da zaključimo naš swing del še z našo Jeruzalemo challenge-om. Seveda ste vsi vabljeni, da to zaplešete z nami, da zaplešete z nami in da nam pošljete posnetke in potem zaplešemo vsi skupaj. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami, dawo